Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj na današnjem predavanju. Na kratko za začetek bi vam predstavil Center Nordung. Gre v bistvu za našo inštitucijo, katere osnovna dejavnost je promocija vesoljskih tehnologij in manifestacija človeških dosežkov v vesolju. Drugače pa naša futuristična stavba, če tako rečem, na en način, bom rekel, kar vabi v vitanje, zelo fascinantnega izgleda od zunaj, prav tako pa zanimivih vsebin tudi znotraj našega centra. Imamo različne, kako naj rečem, gostujoče in stalne razstave, predvsem seveda stalna razstava o Hermanu Potočniku Nordungu, potem tudi o umetnih satelitih in slovenskih dosežkih v vesolju, kar zadeva umetnih satelitov od 3. septembra lansko leto. Nadalje vam pri nas predstavljamo tudi razstavo o ESA-inem programu Copernicus ter tudi razstavo življenja v vesolju. Lahko se pa pri nas tako tisti mlajši in mlajši po srcu tudi zabavajo v različnih virtualnih vsebinah. Predstavljamo v bistvu virtualni sprehod med planeti našega Osončja, lahko letite v simulatorju letenja, ki vas za nekaj časa popelje v vesolje nad našim planetom, za nekaj časa vas pa tudi postavimo v letalo in ste po eni strani postanete za kratek čas astronavt oziroma tudi pilot. Zanimiva pa je prav tako 360-stopinjska projekcijska soba, ki ima tudi zanimive projekcijske vsebine. Ta trenutek pa, če lahko rečem, je pa seveda v vseh razstavah nekako najbolj zanimiv in eksponat kamen z Lune, ki bo v našem centru Nordung do konca aprila leta 2021, tako da vas res iskreno vabim, da ga tudi fizično obiščete in si pogledate ta primerek. Da počasi gremo naprej, kar se zadeva našega predavanja danes, bi na kratko povedal, da bo naš gost gospod profesor dr. Žiberna oziroma predavatelj. Je sicer doktor geografskih znanosti in predstojnik oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Prav tako pa je gospod Igor Žiberna, predsednik Astronomskega društva Orion iz Maribora. Če lahko rečem, na en način je tudi že zelo dober prijatelj našega centra Nordung oziroma naše inštitucije, saj smo pod njegovim vodstvom v zadnjih 2 letih izvedli že kar nekaj opazovanj neba in zvezd s strehe našega centra Nordung in glede na to, kaj smo vse, bom rekel, z njimi že doživeli in od njega slišali in ker smo vedno znova navdušeni nad njegovimi razlagami, ne dvomim, da tudi ne bo tako tudi danes. Toliko na kratko, mogoče samo še glede protokola. Z gospodom profesorjem sva se dogovorila, da bo sedaj predstavil svoje predavanje in nam odpredaval in šele na koncu bo na voljo za določena vprašanja. Če ima kdo željo, lahko že v sporočilih oziroma v chatu že poda kakšno vprašanje, pa ga jaz na koncu postavim, drugače pa seveda bomo veseli, če boste vprašanja na koncu postavili kar sami. Tako, hvala za enkrat in sedaj vabim k besedi našega današnjega predavatelja, doktorja gospoda Igorja Žiberno. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, dober večer vsem. Najprej bi se želel zahvaliti za prijazno povabilo centra Nordung in za možnost, da predavam. Torej v tem okolju tokrat za spremembo na daljavo. Jaz upam torej, da bodo ti ukrepi oziroma da bo ta epidemija pač čim prej minila in da se bomo lahko čim prej videvali tudi v živo, in ne samo torej govorili, ampak tudi opazovali to, kar pravzaprav nam tudi buri domišljijo oziroma kar se nam pravzaprav zdi zelo zanimivo. Ko so me v januarju, torej v centru Nordung povabili torej k pripravi tega predavanja,
in so dejali, da bi naj, bom rekel, tematiko predstavili tam nekje v 30 do 45 minutah. Moram priznati, da sem sprva precej okleval. Zakaj? Tematika, o kateri bom danes zelo na hitro spregovoril, pravzaprav je ena od tistih, ki me pravzaprav že zanima od takrat, odkar sem se začel z astronomijo ukvarjati, torej nekje od srednje šole naprej. In ravno to je to, torej zavedam se, torej kako obsežna je ta problematika, torej ne zajema samo kozmologije, zajema tudi pravzaprav astrofiziko, zajema tudi fiziko delcev, in tematika je res zelo, zelo obsežna, zelo zahtevna. Po pravici povedano, torej v današnjem času, ko astronomija doživlja pravzaprav en pravi boom, je praktično nemogoče slediti, bom rekel, vsem novitetam oziroma vsem tem najnovejšim informacijam. In z tega vidika se mi zdi torej predavati na to temo zelo, zelo zahtevna zadeva. No, ampak kakorkoli, torej ta izziv sem sprejel, in torej upam, da bomo v tem odmerjenem času pač uspeli vendarle povedati vsaj, bom rekel, nekaj tistih temeljnih informacij glede današnjih pogledov, pravzaprav, lahko rečemo, na torej nastanek in pa razvoj vesolja. Naj na začetku mogoče opozorim na nekaj, torej tisti, ki se malo bolj ukvarjajo, ki izhajamo iz znanosti, torej pa se mogoče tudi malo torej spogledujemo z razvojem pač vsak svoje znanosti. Jaz osebno sicer izhajam iz geografije oziroma moje ožje področje so geoznanosti, torej klimatologija, geomorfologija. Sicer na fakulteti tudi predavam ene predmete, ki se navezujejo na astronomijo, torej našim študentom, geografom predstavljam tiste astronomske vsebine, ki so zanimive, ki so pomembne za geografa. No, in ker se ukvarjam tudi z razvojem, torej svoje discipline, vem oziroma se zavedam, torej, da so se paradigme v znanosti seveda spreminjale, torej pogledi na neko tematiko so se spreminjali, tako kot je pač neka znanost rasla. In tudi pri kozmologiji, torej tisti veji astronomije, ki se ukvarja z nastankom in pa razvojem vesolja, je bilo pravzaprav podobno. In že na začetku bi rad opozoril, da to, kar bomo danes predstavili, pravzaprav ni neko končno stanje, torej zanesljivo, torej bo prišlo do takih paradigmatskih premikov tudi še na področju kozmologije in zdaj kar brbota pravzaprav na tem področju, torej marsikaj je še neznanega oziroma, če sem čisto iskren, se mi zdi, da v zadnjem času pravzaprav dobivamo več vprašanj kot pa odgovorov na stara vprašanja. Zaradi tega torej je ta tematika resnično po eni strani zanimiva, torej pravzaprav kaže neko vitalnost, torej na področju astronomije, po drugi strani pa, če hočemo zajeti, bom rekel, vse informacije, pravzaprav izjemno težka. Tako da toliko mogoče za uvod. No, jaz bom zdaj delil monitor, pa upam, da bo bilo vse okej. Jaz zdaj samo preverjam, ali vidite mojo prezentacijo v PowerPointu, se vidi? Ja. Ok, hvala. No, torej, spregovorili bomo zelo na kratko o nastanku in pa razvoju vesolja. Torej, svoje predavanje sem zastavil tako, da bom v začetku podal en tak historični pregled, torej tega sodobnega razvoja, koncepta razvoja vesolja oziroma nastanka in pa razvoja vesolja. Potem bi si pa torej v drugem delu pa pogledali tiste ključne faze v razvoju vesolja, tako kot jih vidimo danes, torej po današnjih predstavah. V resnici torej so se razmišljanja o nastanku in pa razvoju vesolja pojavile pravzaprav v najstarejših civilizacijah. Kako ne? Saj nenazadnje astronomija ena od najstarejših znanosti. Namreč, odkar se je človek zavedal samega sebe, je med drugim tudi uprl pogled v nočno nebo in se spraševal, kaj je tam zgoraj, torej od kod izhajamo, torej kaj nas pravzaprav obdaja. V resnici se to, kar imenujemo hipoteza ali pa, če želite, malo bolj
ambiciozno teorija velikega poka ali teorija Big Bang, kot jo tudi imenujemo z angleškim izrazom, v bistvu začenja tam na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ampak kot rečeno predstave, oziroma razmišljanja o razvoju vesolja so pa bila že pred tem in zanimivo je, da so si na podoben način, kot si danes razlagamo nastanek vesolja ravno s hipotezo, torej velikega poka, razlagale tudi nekatere starejše civilizacije, recimo hindujske civilizacije, pa še katere. Res pa je, torej, da so to takrat počeli seveda brez nekih empiričnih dokazov, ampak so te razprave ali pa razlage, če želite, temeljile bolj na neki religiozni ali pa včasih tudi na filozofski osnovi. No, Aristotel, ki je bil en tak znanstvenik, ki se je ukvarjal s številnimi temami, torej ne samo s filozofijo, nazadnje se je ukvarjal tudi z meteorologijo in tudi z astronomijo, torej znani sta njegovi dve razpravi, recimo ena je o nebu, druga je pa meteorologika. No, in zanimivo, torej v tej razpravi meteorologika je Aristotel spregovoril o vsem tem, kar vidimo na nebu, in zanj je pravzaprav, torej so bila telesa, ki jih tudi ponoči gledamo na nebu, pravzaprav stvar tedaj razvijajoče se meteorologije, kajti seveda njihove predstave o strukturi univerzuma so bile nekoliko drugačne, kot so današnje. No, zdaj bom naredil en velik skok tja nekje v začetek 17. stoletja, se pravi tam v obdobje po letu 1609, ko je Galileo Galilei kot najverjetneje prvi uporabil takrat novo tehnološko napravico, teleskop, za potrebe astronomije oziroma za opazovanje torej objektov na nebu. S tem je pravzaprav naredil izjemno velik skok, torej in pravzaprav odprl čisto nova vrata v razvoju astronomije. Astronomija je takrat pravzaprav dobila eno optično napravo, s katero je lahko torej pridobila bistveno več informacij o objektih na nebu, kajti teleskopi so približali te objekte, tako da so lahko astronomi recimo opazovali veliko detajlov, torej opazili so ali pa našli so tudi nove objekte na nebu in tako naprej. No, in med drugim je Aristotel poleg opazovanja Lune, pa planetov in pa Sonca opazoval tudi torej gosto posejanje, torej zvezdami gosto posejane dele na nebu, torej našo rimsko cesto, in tudi on pravzaprav razmišljal o tem, da je to, kar vidimo recimo na nebu v obliki enega takega pasu, ki je gosto posejan s svetlimi točkami, pravzaprav del vesolja, kjer je gostota zvezd nekoliko večja. No, zdaj bomo naredili skok tam v 18. stoletje vse do astronoma Williama Herschela, ki je bil znan po tem, da je opazoval predvsem objekte globokega neba. Njegova specialnost so bile razne meglice, zvezdne kopice, no in med drugim je opazil z svojim teleskopom tudi nekatere, takrat so jih imenovali spiralne meglice. In tudi on pravzaprav še ni imel tako dobrih naprav, da bi lahko razlagal strukturo vesolja, ampak razmišljal je čisto teoretično seveda, da so morda v vesolju še kakšne druge galaksije, torej drugi taki zvezdni otočki, kot je recimo naša rimska cesta ali naša galaksija pisana z veliko. No, ampak drugi vidik obravnave univerzuma se pa je dotikal ne samo zgradbe, pač pa tudi obstoja oziroma nastanka in pa morebitnega konca vesolja. No, in prej sem omenil Aristotela, večinoma so ti znanstveniki takrat razmišljali, da je vesolje večno, se pravi, da sta čas in pa materija ter prostor večni in kot taki nimajo niti začetka, niti konca. No, kot sem omenil, torej se pa z razvojem znanosti pravzaprav tam nekje na prehodu iz 19. v 20. stoletje, predvsem pa v prvi polovici 20. stoletja zgodijo eni pomembne spremembe v paradigmah oziroma v pogledih na strukturo, tako na strukturo, kot tudi na razvoj
vesolja. Torej, vsekakor moramo na začetku omeniti razvoj astronomske opazovalne tehnike, vedno večji in pa tudi vedno bolj kakovostni teleskopi, čeprav se je razvoj teh refraktorskih teleskopov ustavil tam nekje na začetku 20. stoletja. Ugotovili so, da namreč leče večje od premera 1 metra, preprosto, torej kakovostnih leč z premerom večjih od 1 metra preprosto ne morejo narediti, in od takrat naprej je šel razvoj bolj v smeri teh Newtonovih reflektorjev, in tako kot se je razvijala ta tehnologija, torej se je širilo tudi vedenje o našem univerzumu. No, omeniti moram še eno drugo spremembo, oziroma še en napredek, ki je pa šel v drugi smeri. Torej, zdaj smo govorili v glavnem o teleskopih kot optičnih napravah za opazovanje vesolja, ampak ti torej so nam omogočili opazovanje samo v določenem spektru valovnih dolžin, torej v tako imenovanem vidnem delu spektra. Vsi ostali spektri pravzaprav so pa bili popolnoma nepokriti. Torej, mi seveda z kožo lahko zaznamo infrardeče sevanje, ampak kakšne šibke infrardeče izvore valovanja pa seveda niti s kožo ne moremo zaznati, z očmi itak ne. Druge valovne dolžine so omejene bolj na sluh, tako da če bi zdaj vzeli, bom rekel, v obzir vse valovne dolžine, ki jih poznamo v univerzumu, bi dejansko lahko dejali, da kljub razvoju teleskopov smo bili dejansko slepi, torej, ko smo opazovali vesolje. Namreč v vesolju se pojavlja cela kupica spektrov, torej od nekih radijskih valov do recimo kozmičnih žarkov oziroma gama žarkov. In ravno razvoj tehnologije, torej, ki je šel v smer opazovanja teh valovnih dolžin, je predstavljal nov skok v tehnologiji, in je seveda omogočil vpogled v vesolje tudi na drugačen način. Naj omenim samo recimo znanstvenika Janskega, ki je v prvi polovici 20. stoletja sestavil prvi radijski teleskop, in tako naprej. Tako da, torej, razvoj tehnologije je torej dajal pomemben temelj, torej k razvoju kozmologije oziroma naših pogledov na nastanek in pa razvoj ter zgradbo vesolja. No, zanimivo je, da se je tam na začetku 20. stoletja raziskovanje kozmologije, oziroma da so se predstave o torej razvoju in pa zgradbi vesolja odvijale nekako na dveh nivojih. Torej, po eni strani na empiričnem nivoju, ki je temeljil seveda na osnovi rezultatov opazovanj, predvsem bi tukaj izpostavili opazovanja zvezd in pa galaksij, kot bomo videli kasneje, ampak vzporedno z tem pristopom je pa šel teoretični pristop, torej predvsem z razvojem jedrske fizike, z nastankom teorije relativnosti na začetku 20. stoletja in pa z razvojem kozmologije. Ampak ne nazadnje to ni nič novega, saj ne nazadnje nekatere objekte v vesolju so najprej teoretično napovedali in jih šele kasneje empirično dokazali. Recimo obstoj črnih lukenj je bil najprej napovedan teoretično, oziroma matematiki dejansko, torej so napovedali ali pa govorili o tem, torej, da je možno, da obstajajo taki objekti. Ali pa če gremo recimo v našo neposredno bližino, torej na osnovi motenj v gibanju Urana ali pa recimo Neptuna, torej so napovedali najprej, torej čisto teoretično, da se verjetno za Uranovo orbito nahaja še eno večje telo, in kasneje so to tudi dokazali, v sredini 19. stoletja so odkrili planet Neptun, ampak tudi v Neptunovi orbiti so opazili nekatere nepravilnosti in napovedali obstoj še enega planeta, ki so ga pa potem leta 1930 dejansko odkrili, to je danes pritlikavi planet Pluton. Tako da ta pristop, torej ko nekaj raziskujemo na čisto teoretičnem, po eni strani, po drugi strani pa na empiričnem nivoju, niti ni nekaj, kar bi bil unikum, torej v razvoju kozmologije. Zdaj bom za uvod predstavil nekaj stvari, ki mogoče na prvi pogled tistim, ki se niste toliko ukvarjali z kozmologijo, torej se bo verjetno zdelo, da ne predstavljajo nobene povezave, torej z razvojem vesolja, ampak tu se pravzaprav vidi tudi še nekaj drugega, torej kako pravzaprav je pomembno, da v znanosti... Ja, prosim. Se upravičujem, lahko slajdi se nam ne premikajo. Ja.
No, sej, tisti slajd, ki sem ga prej predstavljal, je bil ta, tako da tu zdaj niste dosti zamudili, no, glavnem. Ampak mislim, da sem tako več povedal, kot je napisano na drsnici, ne. Zdaj se vidi, ne? Ja, krasno, hvala. No, kot rečeno, zdaj bom v nadaljevanju predstavil nekaj, nekaj ugotovitev z področja fizike, ki so bile, fizike, astrofizike in pa astronomije, ki so bile pomembne za razumevanje razvoja teh pogledov o tem, kako se je vesolje spreminjalo. No, že v sredini 19. stoletja so odkrili Dopplerjev pojav. Dopplerjev pojav vsi poznamo iz osnovno in pa srednješolske fizike. Torej gre za pojav, pri katerem se frekvenca približajočih ali pa oddaljujočih se teles spreminja. Torej, če se telo približuje in oddaja, bom rekel, nek signal, bodisi zvočni signal ali pa signal v vidnem delu spektra, se valovne dolžine teh signalov manjšajo. Če pa se neko telo oddaljuje, se pa valovne dolžine večajo. To je, bom rekel, pojav, ki ga vsi poznate in ga bom kasneje mogoče tam na enem ali dveh primerov tudi demonstriral, bolj zato, da malo ponovimo. No, ampak kot rečeno, ta Dopplerjev pojav lahko opazujemo tudi pri telesih, ki opazujejo neko svetlobo v vidnem delu spektra. Torej, če bi se telo približevalo in oddalo seveda neko svetlobo v vidnem delu spektra, bi se nam zdelo, da je ta svetloba nekoliko bolj pomaknjena v modri del spektra, kajti valovne dolžine se manjšajo. Če pa se telo oddaljuje, so pa te valovne dolžine pomaknjene bolj v rdeči del spektra. No, ampak ta Dopplerjev pojav mogoče je seveda znan, bom rekel, iz vsakdanjega življenja, ampak velikokrat so ga pa izkoriščali oziroma ga izkoriščamo še vedno tudi v astrofiziki in pa v kozmologiji. Namreč zvezde, torej, ki tudi sestavljajo galaksije, torej oddajajo seveda neko svetlobo, torej zdaj odvisno pač od temperature zvezde, odvisno zdaj, koliko svetlobe bodo oddale v ultravijoličnem ali pa vidnem delu spektra ali pa recimo v infrardečem delu spektra. No, ampak zanimivo pa je nekaj, oziroma pomembno pri tem je pa nekaj. Plini, torej, ki sestavljajo to zvezdo, določene valovne dolžine vpijajo, oziroma kot rečemo temu v fiziki, absorbirajo. Zaradi tega v spektru zvezd oziroma teh objektov, ki oddajajo vidno svetlobo, nastajajo take črne linije, kot jih vidimo tukaj na tem spodnjem delu torej drsnice, torej na teh treh slikah. Vidimo torej cel spekter, ki ga pač oddaja neka zvezda, ki ga mi zaznamo, ampak na posameznih valovnih dolžinah pa vidimo ene take črne linije. To so absorpcijske linije. Zdaj, torej, znano je, torej, kateri plini absorbirajo svetlobo pri določenih valovnih dolžinah. Zdaj, torej, ugotavljati spektre zvezd, pa absorpcijske linije, pravzaprav ni nič posebnega. Torej, če imate kako uklonsko mrežico, si to lahko privoščite že z navadnim digitalnim fotoaparatom. Pred leti, recimo, sem na ta način naredil celo knjižnico, recimo, zvezd, torej od nekih rdečih orjakin do belih pritlikavk in podobno, in ugotavljal, recimo, na katerih valovnih dolžinah se pojavljajo te absorpcijske linije. No, ampak ker pa zvezde, ki sestavljajo oddaljene galaksije, torej ne mirujejo, ampak se te galaksije ali približujejo ali oddaljujejo, se zgodi nekaj zanimivega. Torej, ta osnovni spekter, ki ga vidimo tukaj zgoraj, je premaknjen bodisi v rdeči del spektra, če se ta galaksija oddaljuje, ali pa v modri del spektra, tako kot vidimo tukaj spodaj, če se ta galaksija približuje. No, in eden od astronomov, Vesto Šliper, torej leta 1912, ravno na ta način, torej s pomočjo spektralne analize, ugotovil nekaj zelo zanimivega. Torej, v glavnem, je ugotovil, da se pri galaksijah, torej v spektrih galaksij, pojavljajo rdeči pomiki. Se pravi, absorpcijski spektri so pomaknjeni bolj v rdeči del spektra od tiste osnovne valovne dolžine, zaradi česar je Vesto Šliper seveda sklepal, da se te galaksije oddaljujejo. No, zanimivo je,
da pri nekaterih galaksijah opazimo tudi pomik v moder del spektra. Namreč na lokalnem nivoju se zaradi gravitacijskih učinkov, torej gravitacijskega delovanja, utegne zgoditi, da se dve galaksiji približujeta. No, in nekaj podobnega lahko ugotavljamo, če opazujemo absorpcijske spektre Andromedine galaksije. To je tista nam najbližja galaksija, torej oddaljena tam 2,5 milijarde svetlobnih let, ne, ki torej se nahaja v zvezdi Andromede in je na temni lokaciji, tam v jesenskem času vidna celo torej z prostimi očmi, če ni nekega svetlobnega onesnaženja, ne. No, in taki primeri so pogosti v astronomiji, ne. Torej, zgodi se to, da se zaradi gravitacije dve galaksiji približujeta in se potem na koncu tudi združita, ne. In tudi torej naša in pa Andromedina galaksija se boste tam nekje čez 4,5 milijarde let združili, ne, tako da bo iz dveh spiralnih galaksij najverjetneje nastala ena eliptična galaksija. Ampak taki primeri, ko se galaksije združijo, so bolj redki. Torej, v glavnem, ne, torej lahko pri galaksijah opazimo te pomike v rdeče dele spektra. Torej, absorpcijski spektri so pomaknjeni v rdeči del, ne, kar pomeni, da se galaksije v glavnem oddaljujejo. Zdaj, Vesto Šliper je to pač takrat ugotovil, ne, torej to je bil tam čas pred Prvo svetovno vojno, ni pa pravzaprav sprožil potem neke širše diskusije. Ampak to je bil, bom rekel, eden od tistih ne edini, ampak eden od temeljnih kamnov, ki je potem omogočil dodatne raziskave, ne, in potem pripeljal v končni fazi tudi do te hipoteze ali pa teorije, če želite, velikega poka. No, zdaj bomo simulirali ta Dopplerjev efekt mimo vozečem profilu. Jaz upam, da se sliši, ne, torej sirena avtomobila najprej povečuje frekvenco. Torej, tej fazi višanja frekvence pa takrat, ko se telo oddaljuje, ne, torej sledi faza nižanja frekvence. No, in če bi to, jaz upam, da se je to slišalo. Žal se ni. No, bomo poskušali to še slikovno, torej z eno tako simulacijo, torej prikazati, ne, tukaj vidimo recimo nek premikajoči se vir svetlobe, ne, in v smeri gibanja, torej v smer gibanja se valovne dolžine torej manjšajo, ne, oziroma je ta svetloba pomaknjena v moder del spektra, na nasprotni strani, torej v smeri, od katere se, torej v smeri oddaljevanja, ne, torej tega svetlobnega vira, se pa valovne dolžine večajo, ne, in tam je spekter pomaknjen v bolj rdeči del tega vidnega dela spektra. Tu bi omenil eno anekdoto, pri kateri je torej eden od astrofizikov skušal policista naplahtati, da bi mu oprostil kazen pri enem prometnem prekršku. Namreč enkrat je en astrofizik, ki se mu je mudilo na astronomski observatorij, pač malo preveč hitro divjal skozi mesto, ne, in prevozil nekaj rdečih luči, no, in policaj ga je ustavil, ne, pa mu je rekel, ja, prevozili ste rdečo luč, ne, potem pa mu je tale astrofizik odgovoril, ja, veste kaj, jaz sem se tako hitro peljal, da je torej rdeča svetloba bila pomaknjena bolj v moder del spektra, ne, torej ker se mi je semafor tako bližal, ne. Zdaj pa policist pa tudi ni bil neumen, ne, pa mu je rekel, okej, v redu, vam bom to priznal, ne, torej pač Dopplerjev efekt je svoje odigral, vam bom pa zato naložil 10-krat višjo kazen, ker ste toliko hitreje vozili, ne. V resnici, ne, torej če bi hoteli recimo doseči dejansko, ne, torej ta Dopplerjev efekt, torej pri kakem semaforju bi morali peljati z izjemno veliko hitrostjo, tam nekaj 100 milijonov kilometrov na uro, ne, tako da to je bila bolj neka anekdota, ne. No, tam nekje, torej v času takoj po prvi svetovni vojni se pa je v astronomiji
začela še ena pomembna diskusija. Torej, ko sem začel govoriti o hipotezi Big Banga, torej sem velikokrat poudarjal ne samo razvoj, ampak tudi strukturo vesolja. No, in ravno tam okoli leta 1920 torej se je začela tako imenovana velika debata. Debata, ki je šla o tem, torej, kakšna je pravzaprav zgradba vesolja. Torej, predvsem so astronomi diskutirali o tem, ali so te spiralne meglice, za katere so nekateri menili, da so naši rimski cesti podobne galaksije, v resnici torej del naše galaksije, ali pa so to neke samostojne galaksije. In v tej veliki debati sta prevladovala predvsem, oziroma sta kot protagonista na obeh bregovih nastopila predvsem Herbert Curtis, tukaj na fotografiji ga vidimo zgoraj, ki je na osnovi opazovanja eksplozije ene zvezde v Andromedini galaksiji, torej in na osnovi, bom rekel, meritve sija te zvezde ob eksploziji, torej poskušal izračunati oddaljenost te nove in ugotovil, da je ta oddaljenost bistveno večja, kot je premer naše galaksije oziroma rimske ceste. Premer naše galaksije znaša tam približno okoli 100.000 svetlobnih let. Torej, na osnovi teh sijev je pa ugotovil, da so te zvezde torej v Andromedini galaksiji, ki so eksplodirale, bistveno bolj oddaljene. In to je bil za njega pač tisti pomemben empirični pokazatelj, in trdil je, da Andromedina galaksija čisto samostojna galaksija, da to ni del naše galaksije, ampak je to pač nek zvezdni otoček, podoben naši galaksiji oziroma rimski cesti, le da je zelo, zelo oddaljen. No, njegov nasprotnik, Harlow Shapley, tukaj na fotografiji spodaj ga vidimo, je pa zastopal tezo, po kateri so galaksije pravzaprav samo pač neki skupki zvezd, ki pa so v resnici del naše galaksije. No, in ta diskusija pravzaprav je trajala nekaj let, dokler se ni pojavil še en pomemben možakar, ki ga bomo pa dostikrat omenjali in za katerega ste zanesljivo že slišali, če ne drugače, po njem so poimenovali ta znameniti Hubbleov teleskop, torej govorim o Edwinu Hubblu. Edwin Hubble je bil pravzaprav precej zanimiva osebnost. Njega je astronomija očarala in začarala dejansko že v mladih letih, ampak oče, ki je bil malo bolj pragmatičen, torej ga je usmeril v študij prava, je rekel, z astronomijo si ne boš mogel služiti kruha, z pravom pa, tako da je Edwin Hubble najprej končal pravno fakulteto, potem pa je pridobil neko štipendijo, ki ni bila tako majhna, in šel na univerzo v Oxfordu, kjer je potem se posvetil astronomiji, in ko je prišel nazaj, je seveda bil čisti astronom, torej na pravo je seveda pozabil. No, ampak v nekem smislu je imel Edwin Hubble takrat, ko se je vrnil v Združene države, srečo, namreč nekje v tem času, torej so na gori Mount Wilson, torej tam v zaledju Los Angelesa, postavili dotlej največji teleskop, torej šlo je za Newtonov reflektor, ki je imel premer zrcala 2,5 metra, in nekako je uspel torej se zaposliti na tem observatoriju. Ta observatorij sicer ni tako zelo daleč od Los Angelesa, ampak treba pa si predstavljati, torej kakšno je bilo to velemesto takrat, torej svetlobno onesnaženje je bilo seveda bistveno manjše, in seveda pogoji za opazovanje objektov globokega neba so bili bistveno boljši. No, in kaj je pravzaprav naredil Edwin Hubble, torej v prvem koraku takega, da je zaključil to veliko debato. Tudi Edwin Hubble je opazoval zvezde v sosednji, torej v Andromedini galaksiji, in sicer je opazoval zvezde, ki jih imenujemo kefeide. Kefeide so fizikalno spremenljive zvezde, torej zvezde, ki spreminjajo svoj sij zaradi fizikalnih razlogov oziroma fizikalnih sprememb v sami zvezdi. Takih kefeid torej pri nas kar mrgoli, recimo zvezda Severnica, ki jo vsi poznate, recimo je tudi taka kefeida. No, in on je te kefeide uporabil kot neke, kaj bi rekli, neke reperje, oziroma neke kazalnike, pravzaprav s pomočjo katerih je izračunal razdaljo do njih. In rezultati so tudi pri njemu pokazali, torej, da Andromedina galaksija leži bistveno dlje, torej zanesljivo izven naše galaksije. Kakšno metodo je pravzaprav Edwin Hubble uporabil?
Že na začetku 20. stoletja so se ameriški astronomi precej ukvarjali z spremenljivimi zvezdami oziroma s kefeidami. Takrat so imeli pravzaprav za to pripravljene cele time, torej, ki so ugotavljali, kakšna je zveza med izsevom zvezde, se pravi med tem, koliko energije ta zvezda dejansko odda, in pa periodo. Torej, rekli smo, da so kefeide zvezde, ki spreminjajo svoj sij z neko pravilno periodo. No, in ena od teh, ki so preračunavali te podatke, to je bila Henrietta Leavitt, je tam malo pred Prvo svetovno vojno ugotovila eno zanimivo spoznanje. Namreč, da bi lahko govorili o povezavi med periodo in pa izsevom te kefeide, oziroma drugače povedano, če je perioda te kefeide, torej perioda med dvema zaporednima maksimuma ali pa minimuma izseva daljša, potem je večji tudi njen izsev. In tukaj na desnem grafu vidimo torej to regresijsko premico oziroma to povezavo, torej med periodo, ki je na X osi teh kefeid, in pa izsevom. Kaj nam pravzaprav ta regresijska premica pove? Torej, pove nam, da če mi recimo izmerimo periodo neke kefeide, to je sorazmerno lahko narediti. Tisti, ki ste se mogoče še tam v 80. letih ukvarjali mogoče z kakšno opazovalno astronomijo, ali pa ste mogoče opazovali spremenljive zvezde, torej takrat še ni bilo toliko recimo kakšnih fotometrov, torej teh naprav za merjenje sija, smo tisti opazovali torej spremenljivke z vizualno metodo, torej s Pickeringovo ali pa Argelandrovo metodo. In torej vemo, torej, da je določitev periode neke kefeide pravzaprav neko trivialno početje, to je sorazmerno lahko narediti. No, in zdaj, če ugotovimo recimo periodo neke kefeide, potem lahko tudi po tej regresijski premici ugotovimo, kakšen je njen izsev, se pravi, koliko energije odda. Ampak tu pa moramo upoštevati še nekaj drugega. Torej, svetlost nekega objekta ni odvisna samo od izseva tega objekta, ampak tudi od razdalje. Namreč sij pada s kvadratom razdalje. Če bi recimo zdaj šli v neko temno sobo, pa vzeli dve enaki baterijski svetilki z enakima sijalkama in ju prižgali in na te bateriji gledali recimo z enake razdalje, recimo z razdalje 3 metrov, bi se nam zdelo torej, da sta obe svetilki enaki. Če bi pa zdaj ta primer ponovili, pa bi eno baterijo recimo oddaljili recimo za 30 metrov, prva bi ostala na isti razdalji, druga, ki pa ima isto torej enako močno sijalko, bi pa oddaljili recimo na razdaljo 30 metrov, bi pa seveda ugotovili, da je sij te bolj oddaljene svetilke manjši, kljub temu, da imata obe enak izsev. No, in na osnovi torej primerjave sija, ki ga lahko izmerimo, izseva, ki ga pa lahko izračunamo na osnovi periode te kefeide, lahko izračunamo razdaljo do te kefeide. No, in to je ravno počel Edwin Hubble. No, tu imamo to fotografsko ploščo, takrat so fotografirali še na take plošče, torej fotografsko ploščo, kjer je prikazana fotografija Andromede, torej tu vidimo jedro Andromedine galaksije, tu je videl, da sta bili dve zvezdi, ki sta povečali svoj sij, najprej da gre za, oziroma 3 zvezde pravzaprav je opazil, torej eno tukaj, pa eno tukaj, jaz upam, da se zdaj vidi. No, ampak za 2 ugotovil, da gre za čisto navadni novi, torej zvezdi, ki sta eksplodirali, pri tretji je pa ugotovil, da se sij te zvezde začel zmanjševati, torej šlo je očitno za neko kefeido, zato je tukaj to črko N prečrtal in napisal variable, torej spremenljiva zvezda oziroma kefeida. No, in ko je v Andromedini galaksiji to opazovanje oziroma te meritve sija in primerjave z izsevom teh kefeid, torej izračunov, je ugotovil, da so te razdalje kefeid, torej ki so seveda v Andromedini galaksiji bistveno večje. No, in leta 1924 se je zahvaljujoč Edwinu Hubblu zaključila velika debata. No, in tukaj smo prišli pravzaprav do naslednjega, bom rekel, preskoka, torej v teh
pogledih na strukturo vesolja. Od takrat naprej imamo dokaj trdne dokaze, torej, da je zgradba vesolja taka, da je naša galaksija samo ena od množice galaksij. Danes v katalogih govorimo tam o čez 100.000 galaksij, torej ocene pa so, da bi lahko v vesolju lahko bilo tudi recimo nekaj 100 milijard galaksij, torej večjih ali manjših, kot je recimo naša galaksija. Skratka, velika debata se s tem zaključi, in tukaj smo naredili že en korak naprej, torej k razumevanju zgradbe vesolja. No, ampak Edwin Hubble pa se pri proučevanju galaksij tukaj ni zaustavil. Torej, zanimali so ga tudi spektri galaksij in opazil pravzaprav je nekaj podobnega, kar je že Vesto Šliper tam leta 1912, namreč pri opazovanju galaksij je opazil, torej, da prevladujejo tiste galaksije, kjer so absorpcijski spektri premaknjeni bolj v rdeč del spektra. Se pravi, če upoštevamo Dopplerjev pojav, lahko sklepamo, da se te galaksije oddaljujejo od nas. In velika večina galaksij, za katere je določal te premike, torej so bile galaksije, ki so bile premaknjene v rdeč del tega spektra. No, in tu je pa Edwin Hubble naredil korak naprej od Vesta Šliperja. Torej, s pomočjo Dopplerjevega efekta je, zdaj pa imel že orodje za merjenje razdalj oziroma oddaljenosti teh galaksij od naše galaksije, ugotovil eno zelo zanimivo zvezo. Namreč, bolj ko so te galaksije oddaljene, hitreje se oddaljujejo od nas. In to je prikazal na tem grafu, ki ga vidimo tukaj spodaj desno, torej tukaj je na x-osi prikazana razdalja posamezne galaksije od nas, torej posamezna točka namreč predstavlja pač določeno galaksijo. Razdalje so tukaj prikazane v enoti, ki jo imenujemo megaparsek. Bom na hitro razložil to enoto, da nam bo malo bližja. Pri raziskovanju vesolja si z enotami, ki jih uporabljamo na našem planetu, kot so kilometri ali pa podobne enote, pravzaprav ne moremo prav dosti. Torej, v vesolju so razdalje bistveno večje, zaradi tega so astronomi našli pravzaprav neke druge enote ali pa so se dogovorili za uporabo nekih drugih enot. Recimo ena taka manjša enota je astronomska enota, ki predstavlja povprečno razdaljo Zemlje od Sonca, znaša tam okoli 150 milijonov kilometrov. Potem recimo megaparsek je naslednja taka malo večja enota, torej en parsek je razdalja 3,26 svetlobnega leta, se pravi bistveno večja razdalja. No, tukaj pa seveda operiramo v megaparsekih, kajti tu se pa pogovarjamo o galaksijah izven naše, torej o nekih objektih, ki so dosti bolj oddaljeni, recimo kot so pa robovi naše galaksije. No, skratka vidimo, da z večanjem oddaljenosti teh galaksij narašča njihova hitrost. Hitrost je tukaj izražena v kilometrih na sekundo. No, in to povezavo je razvil v tako imenovani Hubbleov zakon. Torej, hitrost oddaljevanja neke galaksije je odvisna od razdalje te galaksije oziroma od oddaljenosti te galaksije in pa tako imenovane Hubblove konstante. Hubble je takrat, ko je opazoval, oziroma, drugače bom začel, ko je meril oddaljenost teh galaksij, naredil določeno napako. Namreč podcenil je oddaljenost in zaradi tega precenil Hubblovo konstanto. Torej, po prvem izračunu bi naj ta Hubblova konstanta takrat v 20 letih 20. stoletja znašala tam okoli 500 km na sekundo na megaparsek. Zakaj je pravzaprav prišlo do te napake? Ko je Henrietta Leavitt opazovala, oziroma ko je razvila ta zakon med periodo Kefeid in pa njihovimi sevom, je seveda opazovala kefeide v naši galaksiji. Te kefeide pa so bile predvsem starejše zvezde, ki v maksimumu niso imele tako velikega izseva. Ko je pa Hubble opazoval kefeide v Andromedi, je pa opazoval kefeide mlajših zvezd, torej zvezd, ki so mlajših, to so tako imenovane zvezde prvega reda, te so pa v maksimumu svetlejše.
Tako da so potem, kasneje so seveda ugotovili to napako, torej Edwin Hubble na začetku se tega seveda še ni zavedal, ampak kasneje, torej desetletja kasneje so to napako ugotovili in potem ponovno kalibrirali, da tako rečem, Hubbleov zakon, ne, in danes nekako mislimo, ne, torej, da se Hubbleova konstanta, da znaša Hubbleova konstanta tam okoli 70 km na sekundo na megaparsek, res pa je, torej, da nekateri drugi viri torej kažejo, da bi lahko ta Hubbleova konstanta bila nekoliko manjša ali pa mogoče celo nekoliko večja. Namreč od te Hubbleove konstante je potem odvisna tudi starost vesolja, ne. Ampak o starosti vesolja mogoče malo kasneje. V glavnem, ta Hubbleova konstanta je predstavljala pravzaprav zopet en pomemben korak v razmišljanju oziroma v konceptu razvoja našega vesolja. No, do zdaj smo se bolj ukvarjali z temi empiričnimi dokazi, ne, torej, ali pa raziskavami vesolja. Kot sem že prej omenil, so pa vzporedno s tem šle tudi teoretične raziskave. Tu bi omenil predvsem 3 imena, ne, torej poleg Alberta Einsteina še ruskega matematika in pa astronoma Aleksandra Friedmana, ki je tam nekje v času Prve svetovne vojne ravno tako teoretično razvil, torej brez opazovanj, ne, hipotezo o vesolju, ki se širi. Hubblova opazovanja so takrat seveda potrjevala te teoretične napovedi Friedmana. Friedman, ko je govoril o usodi vesolja, že takrat, pravzaprav na začetku 20. stoletja, je sicer razmišljal o 3 možnih koncih, ne, in sicer je kot temeljni kriterij postavil kritično maso našega vesolja. Razmišljal je tako, če je kritična masa, oziroma, če je masa vesolja večja od kritične mase, potem se bo vesolje sprva širilo, nekje na sredini se bo ta širitev ustavila, potem se bo pa vesolje začelo ponovno krčiti, ne, in se bo končalo, tako kot se je začelo v velikem poku, ne, torej končalo v velikem skrčku. To bi bila recimo prva varianta. Po drugi varianti bi se po Friedmanu naj vesolje sicer širilo, vendar vedno bolj počasi, tako da bi se nekje na koncu torej vesolje prenehalo širiti, po tretji varianti bi se pa naj širilo v neskončnost. Zdaj seveda Friedman, kot rečeno, tisti hip ni imel nekih empiričnih dokazov niti za prvo, drugo ali tretjo varianto. No, zdaj, ko sem omenil Alberta Einsteina, mogoče še nekaj, torej zanimivost, ne, vsi kujemo Alberta Einsteina v zvezde, ne, kakšen genij je bil, ampak tu pri kozmologiji je pa sprva deloval zelo konzervativno. Je treba čist brez dlake na jeziku povedati, ko je Friedman te svoje ugotovitve, teoretične ugotovitve, torej predstavil v izvirnih znanstvenih člankih, seveda v tedanjih znanstvenih revijah, je Albert Einstein, ki je bil pa sprva goreč zagovornik nespreminjajočega se vesolja, torej vesolja, ki nima niti začetka, niti konca, pri urednikih celo moledoval, da ne bi dovolili objave tega Friedmanovega članka, ne, kar seveda ne meče ravno prijazno luč ali pa lepo luč na Einsteina. No, druga osebnost, ki je tudi teoretično torej spregovorila ali pa razmišljala torej o razvoju našega vesolja, je bil pa belgijski fizik in pa duhovnik Georges Lemaître. Torej, zopet še ena taka zanimiva osebnost, ne, torej Lemaître je najprej končal študij astronomije, kasneje pa se je, jaz njegove biografije nisem natančno študiral, tako da iz meni neznanega razloga pač odločil tudi za duhovništvo in se dal posvetiti, ne, kar je seveda v astronomskih krogih takrat pomenilo en, bom rekel, handicap, ne, ali pa eno breme pravzaprav, ne, torej, ko je Lemaître predstavljal svoj model. Namreč Lemaître je v 30-ih letih, ne, šel še korak naprej od Friedmana, ne, torej razmišljal takole, okej, če se vesolje širi, ne, in takrat so seveda Hubblove ugotovitve to že nekako dokazovale, ne, je moralo nekoč biti neskončno majhno, ne, torej šel je pravzaprav ne naprej, tako kot Friedman, ne, ampak v času nazaj, ne, torej kaj se je zgodilo na začetku, ne, torej če je vesolje, če bi potegnili film, odvrteli film nazaj, ne, torej bi se te galaksije seveda zbliževale in čisto na začetku pravzaprav vsega, ne, bi vsa ta materija morala biti združena v eni točki. Zdaj, astronomi so ta pristop pravzaprav zavračali, ne, kajti nekako
razmišljali so o tem, torej, da je motiv Lemaitra, da bi uvedel nekaj božjega, se pravi nekega stvaritelja. To seveda ni bil Lemaitrov namen, to je treba priznati. Zanimivo je, da so takrat, recimo, pa še tudi kasneje, torej v Sovjetski zvezi, kjer je bila astronomija tudi precej dobro razvita, popolnoma zavračali torej, ta princip, torej, da ni materialističen, torej, bili so zelo občutljivi na to besedo stvarjenje, čeprav Lemaitre, torej še enkrat, torej ni želel, torej uvajati tukaj teologijo, oziroma Boga, kot tisti končni vir ali pa izvor ali pa vzrok za nastanek vesolja. No, ampak po drugi strani je pa nekaj drugega zanimivo, torej mislim, da je to bilo med obema vojnama, pa katoliška cerkev oziroma pa papež priznal, torej ta Lemaitrov model, oziroma mu dal pravzaprav priznanje, se pravi, v tem smislu je katoliška cerkev pravzaprav naredila kar en preskok, seveda, v ozadju je bil pa en drug motiv, kajti ravno preko Lemaitrovega modela, torej bi lahko recimo dokazali obstoj Boga, ampak ne bom zdaj o tem, torej to je mogoče tema za kdaj drugič, No, ampak še vseeno, nekje tam do 30 let 20. stoletja prevladoval ta Einsteinov model nespreminjajočega se vesolja. Tudi proti Lemaitru je imel Einstein kaj zapovedati. No, in mislim, da je bilo leta 1934, sta se pa na enem kongresu srečala, tukaj je ta fotografija spodaj desno, je ravno z tega kongresa, in od takrat naprej je pa tudi Einstein priznal, torej svojo zmoto, in je bil od takrat naprej tudi zagovornik, bom rekel, tega, iz česar se je kasneje potem razvila hipoteza o velikem poku. No, tam v času po drugi svetovni vojni, torej se pa, ko so se države nekako opomogle od, bom rekel, teh dogodkov, nesrečnih dogodkov, tam v obdobju med 1939 in 1945 letom, so se pa zadeve začele zopet razvijati vedno bolj hitro. Ampak takrat pravzaprav še vedno niso vsi astronomi bili, bom rekel, na strani hipoteze velikega poka. Eden od zopet gorečih nasprotnikov te hipoteze velikega poka je bil angleški astronom Fred Hoyle. On je tudi zastopal tezo, torej, da je vesolje večno, da nima začetka in nima konca. No, in v eni od radijskih oddaj je to hipotezo, Lemaitrovo ali pa Hubbleovo, bi lahko rekli, takole posmehljivo poimenoval kot hipotezo Big Bang. Tudi do tedaj tega izraza še niso poznali, ampak ta Big Bang je bila slabšalnica. Ampak ironično je, da se je ta naziv potem nekako prijel in vztraja vse do danes. Znana ameriška astronomska revija Sky Telescope je, mislim, da v 90. letih objavila en razpis za iskanje novega imena za to hipotezo. Mislim, da je bilo tam okoli 13,000 novih predlogov, bili so taki bizarni primerki, recimo Hubble Bubble ali pa Sagan, pa take, ampak potem na koncu so ugotovili, da je ta slabšalnica, torej v osnovi slabšalnica Big Bang še vedno najbolj primerna, tako da ime te hipoteze je ostalo vse do danes. No, ampak po drugi svetovni vojni pa so nekateri fiziki, teoretični fiziki, pravzaprav naredili še en korak naprej, in sicer so teoretično napovedali nekatere stvari, ki jih do tedaj še niso znali dokazati. Recimo, eden od takih je bil ameriški astrofizik ruskega rodu, zanimivo, George Gamow, in proti temu Gamowu torej so še potem v času po drugi svetovni vojni ruski astronomi imeli veliko zapovedati, torej očitali so mu, da se je prodal imperialistom in tako naprej. Ampak kakorkoli že, George Gamow recimo je po drugi svetovni vojni napovedal recimo obstoj velikega poka, nastanek delcev na samem začetku vesolja, potem nastanek jedra atoma oziroma proces, ki ga imenujemo nukleosinteza, in pa celo mikrovalovno sevanje. Se pravi, dejal je, da če bi vesolje nastalo, torej na tak način z velikim pokom, da se je začelo potem širiti, bi kot odmev tega velikega poka morali danes zaznati tudi bi morali tedaj zaznati mikrovalovno sevanje. No, ampak kot rečeno, torej znanost oziroma tehnologija tedaj še ni omogočala dokazovanje tega. No, 60. leta pa predstavljajo pravi boom, ravno v tej smeri.
Na začetku 60. let je ameriško-kanadski astrofizik James Edwin Peebles, ki je delal na univerzi v Princetonu, teoretično napovedal, torej, da bi za to, da bi dokazali torej, to hipotezo torej, velikega poka, morali odkriti mikrovalovno sevanje. Kot rečeno, je to nek odmev, nek eho velikega poka. No in Peebles je celo takrat s svojimi kolegi na univerzi v Princetonu celo izdelal nek tak radijski teleskop, oziroma napravo, s katerimi so iskali, bom rekel, to mikrovalovno sevanje, pa ga niso našli. Zanimivo je, da je za te svoje dognanja Peebles dobil Nobelovo nagrado leta 2019, torej dobrih 50 let po objavi torej teh svojih teoretičnih napovedi, ki so pa bile seveda za tedanji čas, lahko bi rekli, revolucionarne. Ampak kot rečeno, kot sem že prej napovedal, zanimivo ali pa šarm tega razvoja kozmologije ravno v tem, kako zanimivo so šle te raziskave po eni strani na teoretični ravni, po drugi strani pa na empirični ravni. No in zdaj se bomo vrnili nazaj na empirično raven, in sicer mislim, to je zopet ironija, torej v neposredni bližini, torej Princetonska univerza je v zvezni državi New Jersey, torej ta dva, ki jo bom pa zdaj omenil, sta pa ravno tako delovala v zvezni državi New Jersey, in sicer v Holmdaleu, in sicer gre za dva ameriška inženirja, Roberta Wilsona, tukaj na levi strani, in pa Arna Penziasa. No, ta dva sta se tam v začetku 60. let, tam leta 64-65, ukvarjala v teh Bellovih laboratorijih. Bell je bila pač ena firma za telekomunikacijo. Torej, sta se ukvarjala z enim problemom, ki ni imel na prvi pogled nobene veze, popolnoma nobene veze z astronomijo. In sicer sta skušala izboljšati razmerje, torej pri teh radijskih signalih izboljšati razmerje med koristno informacijo in pa šumom. Mi vsi vemo, torej tisti, ki smo uporabljali še analogne radijske sprejemnike, vemo, da ko smo iskali radijsko postajo, pa če ta radijska postaja bila bolj oddaljena oziroma je bil signal malo šibkejši, smo poleg tistega koristnega signala, če smo želeli poslušati glasbo ali pa recimo kakšna poročila, novice, torej smo imeli vedno tak neprijeten šum, in smo potem z tistim iskanjem frekvence skušali najti, bom rekel, najugodnejši položaj, tako da je bila informacija daleč nad šumom. In ravno s tem sta se ta dva ukvarjala. Namreč tam na vzhodni obali Združenih držav je tudi zaradi velike gostote poselitve bilo veliko radijskega šuma. Torej vse te električne naprave ustvarjajo nek šum, od raznih elektromotorjev do kakšnih drugih električnih naprav. Leta 2014 sva recimo v našem društvu z še enim mojim kolegom poleti naredila vsak svoj radioteleskop, torej za taka preprosta opazovanja recimo kakšnih utrinkov ali pa recimo dogajanja na Jupitru ali pa na Soncu. In kaj hitro ugotovila, da če sva ta radioteleskop imela recimo v predmestju ali pa v kakem naselju, je bil ta šum zelo velik. In ko sva radioteleskop prenesla izven naselja, recimo tam na neko ruralno pokrajino, kjer je bilo izvorov tega šuma manj, je bil signal seveda dosti lepše čitljiv. No in ravno s temi stvarmi torej sta se Wilson in pa Penzias ukvarjala. No, ampak ugotovila sta, da je šum bil torej tukaj v Holmdaleu izjemno močan, torej nenavadno velik. Najprej sta pomislila, da je vzrok za ta šum mesto New York, ki leži na drugi strani. Ko sta anteno usmerila v stran od New Yorka, se je šum sicer še vedno nekoliko sicer zmanjšal, ampak še vedno je bil prisoten. Skratka, ugotovila sta, da kamorkoli sta usmerila to svojo anteno, to je ta znamenita antena v obliki roga tukaj v ozadju, torej, kamorkoli sta usmerila to anteno, je bil ta šum prisoten. Nikakor se ga nista mogla znebiti. In potem sta to anteno čistila, torej preverila vse spojke, torej vse, kar bi lahko motilo. Opazila sta celo, to je pa zdaj tako malo za anekdoto, torej, da povem, s čim se vse znanstveniki morajo ukvarjati, tudi, kajti znanost je lahko včasih tudi precej banalna. Torej, ugotovila sta, da sta se tukaj v tej anteni naselila dva goloba, ki sta
kot sta se v članku takole diplomatsko izrazila Wilson in pa Penzias, izločala beli dielektrik ali po domače povedano kakala sta, torej v tej anteni. Ker sta se goloba nenehno vračala v to anteno, sta potem poprosila enega drugega tehnika, da je ta dva goloba odpeljal 50 kilometrov stran, da bi imela mir pred njimi, pred tem parom, ampak hudič, ta dva goloba sta se vrnila potem nazaj in potem je puška rešila situacijo. Ampak nič od tega pravzaprav ni pomagalo, torej ta šum je še vedno ostajal. No in potem na eni konferenci, to pa je bilo že leta 1965, sta mimogrede, torej v referatu omenila ta problem torej tega sevanja oziroma šuma, ki prihaja iz vseh smeri, torej tak šum imenujemo izotropni šum oziroma izotropno sevanje. Torej, čisto po naključju sta to omenila, ampak na tej konferenci je pa bil tudi nekdo iz tiste ekipe Jamesa Peeblesa, ki pa je ravno ta šum iskala, in potem je potem po referatu seveda se predstavil in rekel, veste kaj, to pa bi nas zanimalo, torej kaj bi lahko malo več informacij dobili o tem, in izkazalo se je, torej, da sta Wilson in Penzias pravzaprav nehote odkrila mikrovalovno sevanje, ne da bi vedela oziroma ne da bi to sploh iskala, se pravi nekakšen odmev velikega poka izpred tam 13,7, 13,8 milijarde let. No, tukaj zdaj mogoče še ena ironija, torej za svoje odkritje sta oba dobila Nobelovo nagrado že leta 1978, torej pa nista vedela, kaj sta pravzaprav sploh odkrila, dotlej, seveda kasneje, jasno, da, ampak kot rečeno, Peebles je pa dobil to svojo Nobelovo nagrado, torej šele leta 2019, tako da tudi to podeljevanje Nobelovih nagrad zna biti včasih precej krivično. No, mikrovalovno sevanje so potem kasneje potrdile tudi še nekatere druge sonde, recimo najprej dva vesoljska teleskopa, leta 1992, najprej teleskop COPE, tukaj na levi strani, in pa potem še leta 2003 še en satelit WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Wilkinson je bil namreč eden od znanih ameriških astronomov, ki se je precej ukvarjal ravno z proučevanjem mikrovalovnega sevanja. No, takrat je bil že precej bolan zaradi raka, in je pravzaprav na srečo torej doživel vsaj prve posnetke WMAP-a, torej, ampak končnih rezultatov pa ni doživel. No, tu so posnetki, bom rekel, tega mikrovalovnega sevanja na osnovi satelita COPE, tukaj zgoraj, in pa na osnovi WMAP-a, ki pa je imel seveda bistveno boljšo resolucijo. Zdaj, če bi analizirali te posnetke, bi seveda ugotovili, da vesolje ni čisto homogeno. Torej, informacije so tukaj namreč pretirano prikazane. V resnici je vesolje dosti bolj homogeno, ampak vseeno se pa neke nehomogenosti v vesolju pojavljajo in te so bile, ampak to pa zdaj že verjetno presega nivo današnjega predavanja, kasneje vzrok za to, da so se pojavile prve zvezde in potem na koncu tudi prve galaksije. To omenjam takole mimogrede. Torej, temperatura vesolja po teh podatkih je tam okoli slabe 3 Kelvine, starost vesolja pa, kot že rečeno, 13,7 milijarde let. No, leta 2009 je bil izstreljen še en novejši teleskop, Planckov satelit, ki pa je imel še boljšo resolucijo od obeh prej omenjenih, recimo tukaj na desni strani vidimo recimo en izsek, torej iz posnetka tega mikrovalovnega sevanja, torej z bistveno boljšo oziroma kakovostnejšo resolucijo. No, seveda so v tem času začeli delovati tudi pospeševalniki, ki so potem z analizo teh delcev, pravzaprav dali po drugi strani vpogled v to, kaj se je pravzaprav dogajalo na začetku vesolja, in iz vsega tega, kar sem do zdaj povedal, je počasi začela zoreti ta zgodba o razvoju vesolja od prve sekunde do danes, v primeru seveda, oziroma po tem konceptu velikega poka. No, zdaj v nadaljevanju si bomo pa pogledali zelo na hitro sicer posamezne faze, torej razvoja vesolja, tako kot jih danes vidi ta hipoteza ali pa, če želite, teorija velikega poka. No, tukaj imamo prikazane glavne faze, torej najprej veliki pok. Zdaj, velikokrat se pojavlja vprašanje, kaj je bilo pred velikim pokom. Zdaj, če sledimo temu konceptu velikega poka, da sta takrat nastala tudi prostor in čas, je v tem smislu vprašanje, kaj je bilo prej, pravzaprav nesmiselno.
neutralno, kajti čas in prostor po tej hipotezi nista obstajala. Prve, kot bomo slišali v nadaljevanju, torej tistih prvih začetnih nekaj trenutkov ali pa majhnih delčkov sekunde pravzaprav danes še ne znamo razložiti, to je tako imenovani Planckov čas. Kasneje, torej se pa vesolje širilo in ob tem ohlajalo tako zelo, torej, da so nastali prvi delci, da so nastale, torej, da so se ločile osnovne sile in da so nastali celo prvi atomi, sprva v glavnem vodikovi in pa helijevi, nekaj je bilo malega. V glavnem sta vodik in pa helij, torej bila prisotna približno 75% vodika. Ampak, ko so nastali atomi, torej je postalo vesolje električno nevtralno in se je lahko elektromagnetno valovanje prosto širilo skozi prostor, ampak problem torej je bil pa nekje drugje, torej takrat še ni bilo zvezd, se pravi, še ni bilo virov neke energije, torej poleg tega ehota velikega poka, in zaradi tega imenujemo to obdobje teme. Šele ko so začele nastajati prve zvezde, tam okoli 400 milijonov let po velikem poku, torej so nastali neki viri elektromagnetnega sevanja, ki so se potem lahko prosto širili skozi vesolje. Vesolje se po danes znanih predstavah širi, oziroma se je recimo pred nekaj časa začelo širiti nekoliko bolj pospešeno, čemur pa fiziki pripisujejo učinku tako imenovane temne energije. Temna energija je pravzaprav nekaj, kar ne poznamo, torej niti ne vemo pravzaprav, kakšna je narava temne energije. Poleg temne energije danes veliko vprašanj vzbuja, pa malo odgovorov zaenkrat še, torej daje tudi pojem temna snov, torej temna snov ima, o temni snovi so pravzaprav začeli govoriti že v 30 letih, torej znani astronom oziroma fizik Zwicky recimo je že takrat razpravljal o temni snovi, pa recimo Vera Rubin, ki je proučevala rotacije spiralnih galaksij, ugotovila, da se zunanji kraki širijo oziroma gibljajo hitreje, kot bi se smeli glede na nam znano snov, in je že takrat napovedala torej možen obstoj nečesa, kar danes imenujemo temna snov, ampak temna snov deluje bolj v smislu gravitacije, medtem ko temna energija pa deluje antigravitacijsko, torej povzroča širjenje, torej oddaljevanje neke materije, in po danes znanih ali pa sprejetih predstavah, lahko glede na to, da je temne energije več kot temne snovi, temne energije tam okoli 67–68%, v našem vesolju temne snovi pa samo okoli 27%. In če je temu res tako, kaže, torej, da se bo vesolje širilo torej do nadaljnega oziroma v nedogled. Ampak kot sem že prej opozoril, torej v znanosti lahko hitro pride do paradigmatskih preskokov, torej 1000 dejstev lahko potrjuje eno hipotezo, potem pa pride 1001 dejstvo, ki to isto hipotezo lahko popolnoma sesuje, ali pa vsaj vzbudi dvome. Ampak bodi dovolj za ta pregled, torej zdaj bomo šli skozi te posamezne faze, malo bom pohitel, ker smo že časovno predolgi. Torej razvoj vesolja od prvih trenutkov do danes je vseboval recimo 8 ali pa recimo 9 teh osnovnih faz. Zdaj bom v nadaljevanju, tu so samo te faze naštete, v nadaljevanju se bom pri posameznih fazah malce ustavil, ampak ne bom ne vem kako zelo izčrpen. Kot rečeno, za tisti najbolj zgodnejši del torej razvoja vesolja, za tako imenovani Planckov čas, ki traja tam od začetka do 10⁻43 sekunde, danes pravzaprav ne vemo več. Torej, vsekakor ne vemo dosti. Vemo to, torej, da sta verjetno takrat nastala prostor in čas po tem konceptu, da je bilo to vesolje zelo vroče, torej, da so bile združene vse 4 osnovne fizikalne sile, se pravi elektromagnetna, šibka jedrska, močna jedrska sila in pa gravitacija.
V drugi fazi, ki jo imenujemo čas enotnosti, ki traja tam nekje od 10 na minus 43 sekunde do 10 na minus 35 sekunde, vidimo, da se je vse skupaj razvijalo izjemno hitro. Torej, vesolje se je zaradi širjenja počasi začelo ohlajati. Prva, ki se je ločila od vseh ostalih sil, je bila gravitacijska sila. Ostale so delovale še združeno, zato imenujemo to tudi obdobje enotnosti oziroma čas enotnosti. No, ko se pa vesolje nekoliko ohladi, se pa od ostalih sil oziroma teh enotnih treh preostalih sil odcepi močna jedrska sila. Zaradi širjenja vesolja sklepamo nekako, da je pred to inflacijo, torej bilo vesolje manjše od atoma, po inflaciji pa večje od galaksije. No, potem v naslednji fazi, torej še vedno nismo niti do sekunde prišli, torej je padla temperatura tam na 10 na 28 Kelvina, odcepila se še močna jedrska sila, domnevamo, da so v tem času že obstali ti osnovni delci oziroma kvarki, ki so anihilirali z antikvarki, namreč v začetku vesolja je obstajalo določeno, vsaj po danes znanih predstavah, določeno neravnovesje med materijo in antimaterijo. Materije je bilo nekaj več, in ko so se delci materije in antimaterije združili, torej ko je prišlo do anihilacije, pri tem se seveda spustilo veliko energije, je na koncu ostalo več materije, kar je potem povzročilo torej obstoj te običajne snovi, kot jo poznamo tudi še danes. Torej, tu se pa zdaj že približujemo prvi sekundi, torej čas atomskih delcev od 10 na minus 10 sekunde do 10 na minus 3 sekunde. Torej, v tem času so nastali recimo elektroni, nevtrini in pa še nekateri drugi osnovni delci, temperatura je seveda še padala, elektrošibka sila se je pa cepila na elektromagnetno in pa šibko jedrsko silo. Tako da od takrat naprej poznamo vse štiri osnovne sile, torej močna jedrska sila, ki nekako drži atomsko jedro skupaj, šibka jedrska, ki torej omogoča izmenjavo energije, mase in pa električnega naboja, elektromagnetna in pa gravitacijska sila, ki pa povezuje materijo. No, naslednja faza je pa bila precej pomembna, to je faza nukleosinteze, ki je trajala tam do prvih, ki je trajala do prvih nekaj minut. Torej, v tem času so nastali protoni in nevtroni. Na koncu tega obdobja se je začel proces nukleosinteze, torej v katerem so nastala prva atomska jedra. Torej, takrat še niso nastali atomi, da se razumemo, ampak prva atomska jedra, torej še vedno je v vesolju obstajal določen naboj. No, ampak v času, torej od 3 minut pa do tam približno 370.000 let po nastanku tega, kar poznamo danes, torej po nastanku vesolja, se je pa ohladilo na 3000 Kelvinov, in nekako na koncu tega obdobja so začeli nastajati tudi prvi atomi, kar je pa seveda pomenilo nekaj zelo pomembnega. Torej, vesolje je takrat postalo električno nevtralno oziroma bomo rekli prozorno za elektromagnetno valovanje, torej ta eho velikega poka se je lahko širil. Problem je bil pa, da, kot sem že prej omenil, torej še ni bilo prvih zvezd, torej tistih glavnih virov, ali pa zelo pomembnih vsaj, virov elektromagnetnega valovanja. Tako da je sledila potem nekaj časa, torej to obdobje teme. No, ampak še vedno so pa nastali potem vodikovi in pa helijevi atomi, predvsem vodik je predstavljal, kot sem že prej omenil, 75% vse snovi, helij pa 25%. Zdaj, če bi pogledali recimo, če bi to strukturo primerjali recimo z današnjo strukturo Sonca, recimo, ali pa nekih zvezd, bi videli, da je danes vodika nekaj manj, helija pa nekaj več, kar je seveda na prvi pogled ali pa na prvo žogo v nasprotju, torej z temi predstavami, ampak zavedati se pa moramo, da je po nastanku zvezd prišlo do zlivanja vodikovih jeder v helijeva. Torej, iz dveh vodikov je nastal en atom helija. Masa helija je sicer nekoliko manjša od predhodnih atomov vodika, ampak ta razlika je pa šla na račun sproščene energije. In ravno to je tisti pomemben vzrok, torej zakaj, bom rekel, ta prvotna struktura ali pa razmerje med vodikom in helijem ni enako današnjemu.
No, za nastajanje težjih elementov je bila temperatura tedanjega vesolja še vedno prenizka, torej morale so nastati šele prve supernove, torej da so nastali težji elementi vse tja do železa oziroma še naprej. No, to obdobje teme sem že omenil, tako da tukaj ga zdaj ne bom ponavljal. No, sledijo potem, kot rečeno, torej čas nastajanja zvezd, tudi težjih elementov, ko so prve zvezde torej končale svojo življenjsko dobo, namreč vedeti moramo, torej da masa zvezde dejansko določa življenjsko dobo ali pa usodo, če želite, torej konec te zvezde, torej kako dolgo bo zvezda sijala. Masivnejše zvezde imajo kratko življenjsko dobo in končajo zelo spektakularno, medtem ko manj masivne zvezde, recimo kakšne rjave pritlikavke, torej pa imajo lahko življenjsko dobo tudi nekaj 10 milijard let, recimo nekajkrat več, kot je recimo življenjska doba našega Sonca. Ampak že takrat torej so se zaradi nepravilnosti v vesolju torej so nastali taki gravitacijski skupki, ki so ponekod povzročili razvoj velikih zvezd, torej masivnejših zvezd, ponekod pa, bom rekel, nekih čisto malih zvezd. V tej stelarni demografiji, če bi jo lahko tako imenoval, v glavnem prevladujejo manjše zvezde, torej te so v večini, torej rjave pritlikavke ali pa, bom rekel, neke take zvezde, kot je recimo naše Sonce. No, seveda so potem v nadaljevanju začele nastajati galaksije, zdaj tu me jezik srbi, da ne morem mimo tega vprašanja, kaj je najprej nastalo, ali galaksija ali zvezde, torej tu je še vedno ena taka diskusija, danes sicer se astronomi bolj nagibajo k temu, da so najprej nastale zvezde, ki so se potem gravitacijsko združile v strukture višjega reda, ki jih imenujemo galaksije, oziroma najprej mogoče kakšne zvezdne kopice, potem pa recimo galaksije, torej tu imamo dva pristopa, od zgoraj navzdol, pa od spodaj navzgor, torej ta slednji danes nekako bolj čislan, čeprav ne bi rad dajal končnih trditev torej na to temo. No, po današnjih predstavah danes v vesolju prevladuje temna energija, tam 67–68%, potem temna snov 27%, medtem ko te običajne snovi tam okoli 4–5%, torej te običajna barionska snov. Tako da dejansko mi pravzaprav danes niti nimamo neke predstave, torej kakšna je dejanska narava vesolja, torej tu so še izzivi, torej kaj je pravzaprav temna snov, kaj je temna energija, to so veliki izzivi, za kateri bomo mogoče odgovor dobili prej, kot si lahko mislimo. No, ampak čisto na koncu, mogoče zdaj glede na osnovi tega, kar danes vemo o vesolju, oziroma na osnovi današnjih predstav o vesolju, lahko rečemo torej, da se bo verjetno vesolje širilo vse do končne ohladitve. Danes znani premer vesolja tam okoli 45 milijard svetlobnih let, čeprav se tukaj v strokovni literaturi oziroma v člankih pojavljajo različne letnice, ampak tam rečemo nekaj 10 milijard svetlobnih let. To seveda pomeni, torej, da glede na starost vesolja, torej nekatere informacije z roba vesolja niti še niso prišle do nas, namreč tudi tukaj bi lahko govorili o nekem dogodkovnem horizontu, torej preprosto, ker je hitrost svetlobe končna, torej neke informacije pridejo z veliko zakasnitvijo do nas. Kot rečeno, torej, če se bo tak razvoj nadaljeval, torej se utegne zgoditi tole, da bodo zvezde počasi ugašale oziroma jih bodo žrle črne luknje, in na koncu se utegne zgoditi, da bodo večje črne luknje žrle manjše. To, kar smo pravzaprav pred leti že tudi detektirali, torej z ligotom, in nekako potrdili na ta način tudi obstoj gravitacijskih valov, ki so bili tudi recimo, zopet smo pri tem, najprej teoretično napovedani, na koncu so jih pa praktično, torej empirično dokazali. Utegne se zgoditi, da bo na koncu torej vesolje homogeno, brez nekih razlik v energiji, ki bi lahko recimo omogočali nastanek neke nove kompleksnosti, in če se bo to zgodilo, torej bo vesolje doseglo tisto končno stopnjo najvišje entropije, torej kjer pravzaprav ne bo več neke razpoložljive energije, ki bi jo lahko še uporabili. Nekaj sem hotel tukaj še povedati, pa sem zdaj ta hip pozabil.
No, zdaj mi je ušlo, vse nič hudega. No, in na tem mestu bi jaz tudi nekako zaključil to predavanje z, mogoče naj ne zveni kot skepsa, no, ampak mogoče naj zveni malo bolj optimistično, ne, torej z tistimi ključnimi dejstvi, ki zaenkrat, ne, torej predstavljajo eno tako vodo na mlin pravzaprav tej hipotezi ali pa teoriji, če želite, velikega poka, ne. Predvsem torej rdeči pomik, ne, torej to, kar smo že na začetku povedali, to, s čimer ste se ukvarjali Vesto Šliper, pa potem še bolj intenzivno Edwin Hubble, ne. Potem mikrovalovno sevanje ozadja, ne, torej to, kar je napovedal že Peebles, pa Gamow, pa sta potem Penzias pa Wilson tudi odkrila, ne. Starost vesolja, recimo zanimivo, ne, to je eden od pomembnih, mogoče celo podcenjujemo, ne, torej ta dokaz, ne, torej, namreč, če bi primerjali recimo to hipotezo velikega poka z steady state universe, ne, torej s tisto hipotezo, ki jo je na začetku zagovarjal Albert Einstein, kasneje pa zelo goreče Fred Hoyle, ne, bi pravzaprav lahko to hipotezo Big Banga hitro potrdili. Namreč danes nismo našli še ničesar starejšega, kot je starost vesolja. Ne poznamo nič starejšega, kot je starost vesolja. Torej, rekli smo, tiste najstarejše zvezde so nastale verjetno tam nekaj 100 milijonov let po nastanku vesolja. Zanimivo je, ne, torej, tu mogoče tako mimogrede omenim, ne, torej, rekli bi, okej, v redu, planeti so nastali mnogo kasneje, ne, oziroma Sončje so nastala mnogo kasneje, pa niti ni tako zelo, ne, res ta trditev. Po podatkih, ne, torej je danes najstarejši planet, torej eksoplanet je to, ne, torej ne gre za planet v našem Osončju, naše Osončje je staro tam slabe 4,6 milijarde let, ne, ampak po teh podatkih je najstarejši planet star tam okoli 12,7 milijarde let, ne, kar pomeni, da so tudi planeti nastali sorazmerno zgodaj. Čeprav seveda smo mi mogoče malo omejeni, ne, torej s to predstavo Osončja. Namreč mi mislimo torej, da je Osončje, oziroma drugače bom začel, mi mislimo, da so planeti, da planeti lahko nastopajo samo v takih strukturah, kot je Osončje. Danes pa že poznamo tako imenovane potepuške planete, torej planete, ki imajo vse karakteristike recimo trdnih planetov v našem Osončju, ampak ne krožijo okoli matične zvezde, ne. Ampak, če se vrnem na ta tretji argument, torej starost vesolja, ne, torej rekli smo tam 13,7, 13,8 milijarde let, ne, nič starejšega nismo našli. Če bi Hoylova hipoteza torej obveljala, bi morali najti zanesljivo kake artefakte, ki bi bili starejši od 13,7 milijarde let, pa jih danes še nismo našli. In končno je tudi kemična zgradba, se pravi to, kar je že Gamow napovedal, ne, kemična zgradba zgodnjega vesolja, se pravi ne samo to, da sta nastala vodik in pa helij, ampak tudi njuno medsebojno razmerje in pa spreminjanje tega razmerja vse do danes, ne. Tako da sklenil bi, da zaenkrat, ne, torej ugotovitve bolj kot ne potrjujejo torej to hipotezo ali pa rečemo kar teorijo velikega poka, ne, in zaenkrat še nimamo nekega dovolj močnega protiargumenta, torej nasproti. Je pa res, ne, torej tisti, ki smo v znanosti, vedno dvomimo v svoje rezultate, pa jih vedno skušamo za statistiko testirati, pa preverjati tam, kjer je to možno ponavljati, torej eksperimente, ne, torej v vesolju žal tega ni mogoče, ne. In vedno dvomimo, ne, tako da tudi tukaj ostaja določen dvom, ne, torej v to hipotezo velikega poka, ne, in ne bom presenečen, če bo še v času mojega življenja torej prišlo do kakšne paradigmatske spremembe v tem smislu, ne, torej da se bo izkazala kakšna druga razlaga boljša. Nenazadnje smo imeli v zgodovini že veliko takih primerov, ne, torej, pa ne bom zdaj omenjal torej Nikolaja Kopernika, pa recimo, bom rekel, predstav o naši galaksiji, ne, torej o zgradbi naše galaksije, pa do te velike debate, ki smo omenjali že malo prej. Tako da tukaj bom pa jaz res končal. Obljubil sem sicer, da bom imel predavanje med 30 in 45 minut dolgo, ne, ampak me je malo zaneslo. Upam, da še poslušate oziroma da ste vzdržali, tako da na koncu res čestitke oziroma hvala za vaše potrpljenje. Ja, gospod profesor, najlepša hvala za vaše res izjemno izčrpno predavanje. Zdaj vas pa vabim seveda, da mogoče postavite kakšno vprašanje gospodu Igorju.
kar na dan. Ni nobenega. No, mogoče z moje strani, ko sem poslušal na tem delu o teleskopih, ki so raziskovali mikrovalovanje, ste jih nekaj že našteli, a se kaj novega na tem področju mogoče pripravlja, če kaj veste, oziroma kaj se zdaj dogaja v tem času? Ja, zdaj si vsi veliko obetamo od vesoljskega teleskopa Jamesa Webba, ta bi naj bil izstreljen konec oktobra. On bo sicer, torej teleskop bo v glavnem proučeval v infrardečem delu spektra, ker bo pa imel bistveno večje zrcalo, si lahko obetamo, bom rekel, mogoče tudi na tem področju, čeprav, tako kot recimo sem prej omenil WMAP pa Planckov recimo teleskop, to ne bo osnovno poslanstvo James Webb Space teleskopa, da se razumemo, ampak verjetno si lahko, podobno kot smo pri Hubblovem teleskopu recimo na temo kozmologije, torej ugotovili nekaj novega, obetamo tudi pri James Webb Space teleskopu, ampak tu moram pa v isti sapi povedati še nekaj. Ta James Webb Space teleskop bo deloval, oziroma bo deloval v eni od teh Lagranževih točk v Zemljini orbiti, se pravi, bil bo bistveno bolj oddaljen od Hubblovega teleskopa. Hubblov teleskop so lahko brez nekih večjih težav servisirali, torej s pomočjo teh vesoljskih čolničkov, ko bo pa enkrat James Webb, torej vesoljski teleskop Jamesa Webba poslan, torej na tisto mesto, kjer bi deloval, pa bom rekel, neke možnosti za popravke ne bo več. In to je mogoče eden od razlogov, zakaj NASA, ki bdi nad tem projektom, tako zavlačuje za tem projekt, torej z izstrelitvijo samega teleskopa. Po drugi strani pa je treba povedati, da je budžet tega teleskopa narasel za več kot 10-krat. Tako da to je v bistvu, lahko bi rekli, mogoče celo, če bi tako gledali, z tega vidika zgodba o neuspehu NASA. Ampak NASA si ne želi še enega takega debakla, ki ga je doživela ob začetku delovanja Hubblovega teleskopa, kjer je prišlo do enih napak, ki so bile popolnoma banalnega značaja. Tako da po svoje treba to previdnost, torej pri izstreljevanju tega teleskopa, oziroma pri pripravi izstrelitve tudi razumeti. Ampak ko bo pa ta teleskop delal, če bo vse okej, torej si pa lahko na tem zanesljivo obetamo še kaj več. Še nekaj, torej zdaj so v pripravi tudi nekateri večji zemeljski teleskopi, torej ki bodo imeli zrcala, kompleksna zrcala, torej sestavljene iz posameznih segmentov, v premeru tam reda velikosti 30 metrov, kar pomeni 3-krat večji premer, kot pa so recimo danes ti največji teleskopi, 10-metrski Newtonovi. Tako da tudi tukaj si lahko, in to bi se naj zgodilo kar v bližnji prihodnosti, tako da tu si lahko zanesljivo obetamo še veliko novega. In ko sem prej nekako namignil, torej, da bi se utegnilo zgoditi, da bi mogoče prej, kot si mislimo, prišlo do paradigmatskih sprememb, so mogoče to tiste iztočnice, na katere se naslanjam, ko sevam ta svoj optimizem. Najlepša hvala za odgovor. Mogoče še kdo od udeležencev? Kakšno vprašanje? Se lahko še mi dva, mogoče z enim vprašanjem vključimo? Seveda, kar. No, eno vprašanje, to prej ste omenili na enem slajdu, da pač, to sem že videl na YouTubeu, da se bo kao vesolje ohladilo do nekega svojega konca, brez, da ne bo več pretoka energije. Po eni strani se mi pa zdi, da je bila ena izmed teorij, ki sem jih jaz še v srednji šoli pa na faksu tudi poslušal, da je energija konstanta, da je edina snov, ki je ne moramo uničiti, je energija. Se pravi, to je edina stvar, ki se bo vedno pretakala iz ene stvari na drugo. Se pravi, kam bo zdaj šla ta energija, če bo šlo vse do, ne vem, tistih milijon Kelvinov, ki je bilo na začetku, na nič, Hvala. Res je. Gospod Igor, sam da vas zmotim, a se lahko daste umaknete deljenje ekrana, da vas više vidimo, ko vas vidimo samo v enem delčku? Ja, pardon. Takle, pa tako, krasno. Ja. Pa če prižgete kamero, tako. Če ste, v kamero, ja, še samo malo. Ja. Tak, zdaj se pa vidimo. Ja, če ste prej dobro poslušali, sem govoril ne o tem, da bi naj energija... Se slišimo?
Jaz vas slišim. Jaz? Ja. No, torej, če ste dobro poslušali, nisem govoril o tem, da bi naj energija izginila, ne? Ampak govoril sem o tem, da bi naj potencial izginil, ne? Se pravi, tista energija, ki povzroča potencial, ne? Saj tudi, ne, če vzamemo eno navadno baterijo, ne? Polno baterijo, napolnjeno baterijo, ne? Torej, ta energija opravlja recimo neko delo, ne? Ampak na koncu potencial pade, ne? Se pravi, ni več tiste obnovljive energije, ki bi jo lahko mi še uporabili, ne. Tak primer recimo poznamo pri toplotnih strojih, ne. Energija ne gre v nič, ne, ampak tisto odpadlo energijo mi ne moremo več uporabiti, ne. Tako da to se utegne zgoditi v vesolju, ne. Zvezd ne bo več. No, vem, če sem odgovoril zdaj na to vprašanje. Odpadna energija, ne. Na nekem, bom rekel, mikronivoju sem si jaz to predstavljal vedno tako, v redu, to je tako, kot če avtom zabremzaš. Jaz sem, ne vem, tiste diske sem segrel, zato sem se ustavil, ampak te diski so potem segreli ozračje. Ozračje pač, mislim, toplota gre pa vemo tudi v vesolje, ne. Tako da nisem zdaj energijo uničil, sam spremenil sem jo toploto, toplota je pač šla naprej nekam. Ampak, Ja, ampak gledajte, če zvezd ne bo več, ne. Ja. Pol ne bo več, bom rekel, nekega vira energije, tako kot ga poznamo recimo na našem planetu, ne. Na našem planetu je naše Sonce največji vir energije, glavni vir energije, ne. In če zdaj te zvezd ne bo, ne, torej če bodo, ampak se pravim, to so zdaj hipoteze, ne, torej če bodo na koncu ostale, bom rekel, te mega črne luknje, ne, torej recimo v jedri galaksij, ki bodo žrle ena drugo, ne, torej en tak primer smo, kot sem že omenil, ne, videli pred leti, ne, vemo pa, kaj se pri črnih luknjah dogaja, ne. Mogoče še ena stvar, pa mi boste vi povedali še na tole, če še lahko. Ja, seveda, izvolite, prosim. Če skvaš žogico, recimo tak, bom rekel, stiskate v roki, postane ful vroča, ne, če ste kdaj skvaš igral, ne? Ne, no, ampak si mislim, ja, okej. Karkoli, recimo, zdaj začnemo stiskati pa sproščati, se bo ogrelo, ne? Zdaj, mogoče, če se te zvezde ohlajajo, pa če jih bojo žrle, pa črne luknje, ne? Če mi tam na enem delčku prostora pa večamo maso, se bo potem neka nova toplota stvorila, mogoče, ne vem. Ja, ampak če po današnjih predstavah, ne, torej črna luknja ne zapusti nobena informacija. To sem pa tudi bral, ja, tako. Even horizon, kako se že reče, ne? Ja, dogodkovni horizont, ne. Ja. Pa na drugi strani imaš pa neko white materija, ko pa je, ne more nič skozi priti, ne? Nisem vas slišal, zdaj to, kar ste na koncu rekli. Da je v bistvu even horizon je, da je ena informacija, ko greš not, ne prideš ven, na drugi strani imate pa neko, ne bom zdaj rekel, da se reče bela luknja, ko pa v bistvu ne more... Ja, vem, na kaj mislite, ja, na Einstein-Rosenov most, ne. Tako je. No, recimo še ena stvar, ki so teoretično napovedali, jo pa praktično še nismo izkusili, ne. Zaradi močne ukrivljenosti prostora, torej v bližini teles, ne, z veliko maso, ne, bi se utegnilo zgoditi, da bi recimo ravno ta Einstein-Rosenov most oziroma ta prehod v črno luknjo pa izhod iz bele luknje lahko bil eden od načinov potovanja na bolj oddaljene dele vesolja, ne, ampak to je še vse na hipotetičnem nivoju, ne, torej ne vem zdaj, koliko lahko zdaj resno o tem razpravljamo, ne. Je pa nekaj res, ne, torej, da so tudi v preteklosti včasih kakšne hipoteze zvenele zelo drzno, pa so bile potem v krajšem času, kot si to lahko mislimo, recimo celo uresničene, ne. Recimo, ne vem, Jules Verne, recimo je tam mislim, da v 70. letih 19. stoletja napisal ta roman Pot na Luno, ne, ampak manj kot 100 let kasneje smo pa dejansko bili na Luni, pa so se takrat v 19. stoletju posmehljivo obnašali do Julesa Verna, ne. Tako da, pustimo se presenetiti. Ja, hvala. Super. Še kakšno vprašanje mogoče? Še kakšno? Zdaj imamo gospoda Igorja na liniji, če ima kdo kakšno vprašanje, ne, z veseljem še odgovori. Kaj naj rečem, tebi se pa najlepše zahvalil za današnje predavanje, res kot že tolikokrat izjemno izčrpno, tako da najlepša hvala, jaz upam, da se bomo še kaj videli, še kaj dogovorili, tudi ostale vabim v
podobnih dogodkih, da se nam naprej še tako pridružijo, vse skupaj pa tudi v Center Nordum, kot sem na začetku omenil. Drugače, kot že še enkrat na kratko omenjeno, dostikrat gospodom Igorjem naredimo opazovanje zvezd oziroma določena predavanja v živo, če nam bo ta, bom rekel, situacija okoli covida dopuščala, da to, bom rekel, oziroma se čim prej zaključila, da to delamo še naprej. Bomo to tudi objavljali na svojih socialnih omrežjih in tudi na spletnih straneh. In bom rekel, to je pa še bolj fascinantno kot takšno predavanje prek Skype. Lahko še eno besedo pri tem. Seveda. Če bi zdaj to izkoristil, torej za eno informacijo, ki bo mogoče za tiste, ki radi opazujete, nočno nebo zanimiva. 5. marca bosta zelo blizu skupaj zvezdna kopica Plejade oziroma M45 in pa planet Mars. Oba se trenutno v večernem času nahajata na zahodnem delu neba. Jaz bi pravzaprav predlagal, glede na to, da se nam zdaj obetajo vseeno v glavnem jasni večeri, se sicer za naslednji teden omenja neke padavine, tam od sredine tedna naprej, ampak vseeno bi mogoče vas rad motiviral za to informacijo. Torej, dajte mogoče že nocoj, jaz mislim, da še ni prepozno, ura je že 8:50, ampak vseeno mogoče še ni prepozno, torej pogledati na zahodni del neba, pa če imate kakšen lovski daljnogled, torej najdite tisto razsuto kopico Plejade, torej tista znana razsuta kopica, v bližini bo pa potem planet Mars. In ta planet Mars se bo do 5. marca približeval Plejadam. In mogoče še en izziv za vse, poskušajte to fotografirati, torej na vašem pametnem telefonu recimo nastavite ISO vrednost na 1600, pa dajte mogoče malo daljšo ekspozicijo, tam recimo 10 sekund, pa telefon dajte mogoče na eno tako mesto, da bo fiksen, pa sprožite. In mogoče bodo zanimive posnetki nastali, torej z navadnim pametnim telefonom se bo to dalo narediti in če boste te posnetke delali recimo takole v sekvencah vsak večer, torej sistematično, boste lahko na vaših fotografijah celo videli, kako se Mars, seveda navidezno, jasno, približuje torej Plejadam, ampak kot rečeno, 5. marca bosta pa precej blizu skupaj. Torej takrat bomo pa v polju enega običajnega daljnogleda, lovskega daljnogleda pravzaprav hkrati videli, torej Mars in pa Plejade. Jaz bi si želel, da bi to seveda lahko v Vitanju v živo opazovali, ampak mogoče pa vseeno, dajmo izkoristiti to pa mogoče motivirati, torej cenjene obiskovalce, da to pač počno tako kot je zdaj moderno, torej individualno oziroma nadaljavo. Verjamem pa, da bodo tudi ti čudni časi minili in se že veselim torej ponovnega srečanja v živo in opazovanja na strehi. Točno, to sem hotel reči. Hvala za te informacije za vse nas, ampak vsekakor, če ne bi bilo te situacije, mislim, da bi celo bili skupaj na strehi Centra Nordum. Točno tako, skoraj prepričana. Jaz si pa želim, oziroma, da bom tako rekel, nekje junij, julij, avgust ponavadi z vami naredimo ta opazovanja, tako da tudi mogoče za informacijo za ostale, in dejansko zdaj trenutno še nimamo datuma, ampak ponavadi v teh 3 mesecih vsekakor z gospodom Igorjem to speljemo. Tako da tudi lahko vabljeni, da spremljate in da, bom rekel, sledite našim informacijam, pa informacijam in da dejansko se potem lahko prijavite in pridete na predavanje. Vsekakor bomo pa takrat obenem naredili oziroma vedno naredimo še predavanje na določeno temo, tako rečemo danes sicer o velikem poku ali pa kakšnem drugem planetu ali pa kakšnih drugih, bom rekel, temu podobnih temah. V redu, najlepše se vam vsem lepo zahvaljujem. Gospod Igor, vam še enkrat iskrena hvala za nocojšnjo predstavitev in kaj naj rečem, hvala lepa in naslednje sodelovanje zopet. Ostanite zdravi in nasvidenje vsem. Hvala, lepo se imejte, adijo.